Če pogledaš v slovar, pod besedo nedolžen piše tudi, da je to tisti, ki še ni imel spolnih odnosov. Kako enostavna razlaga, a ne? Ampak, če bi bila res tako enostavna, potem ne bi bilo tega videa. V resnici pa zaplete že pri besedi spolni odnos. Različnim ljudem to pomeni različne stvari. In zato tudi nedolžnosti ne moremo tako enostavno definirati. Veliko ljudi ob besedi seks najprej pomisli na dejanje, kjer pride do penetracije penisa v nožnico. Ampak po tej definiciji bi bilo veliko ljudi, še posebej člani LGBTQ+ skupnosti, še vedno nedolžnih, kljub temu, da so že leta spolno aktivni. Obstaja veliko različnih oblik seksa. Na primer, oralni seks, kjer partnerja zadovoljiš z usti, pa analni seks, pa seks, kjer pride do penetracije z uporabo igračk, ali pa seks, kjer sploh ne pride do penetracije. Kratka, ne obstaja samo ena vrsta spolnih odnosov. Zelo pomembno se mi zdi omeniti tudi to, da mnogi strokovnjaki posilstva nikakor ne kvalificirajo kot seks. Seks se zgodi samo takrat, ko se zanj vsi strinjajo, drugače gre pa vedno za posilstvo. In zato nekdo, ki je bil žrtev posilstva, s tem ni izgubil nedolžnosti, ker v resnici sploh ni šlo za spolni odnos. Nedolžnosti ne moreš izgubiti. Cel koncept nedolžnosti je nastal predvsem zato, da so imeli moški lahko še več nadzora nad ženskami. Še danes je tako, da se za punce spodob, da čim kasneje stopijo v svet spolnosti in da imajo čim manj spolnih partnerjev. Pri fantih je pa glih obratno. In če dobro pomislimo, tu nekaj ne štima. Kako naj bi potem fantje imeli spolne odnose, da bodo čim bolj izkušeni, punce pa čim bolj nedolžne? Drug z drugim, sami s sabo. Veliko vlogo pri ohranjanju prepričanja, da morajo dekleta ostati device do poroke, sta imeli in še vedno imata vera in tradicija. Po svetu še danes izvajajo teste deviškosti, tako da pregledujejo deviške kožice in kontrolirajo krvave rjuhe na poročno noč. Ampak ti testi so ful nezanesljivi. Zakaj so nezanesljivi, pa izveš v nadaljevanju. Še huj je pa to, da ponekod izvajajo tudi posege, kjer pohabljajo žensko spolovilo, samo zato, da bi zagotovili njeno nedolžnost na poročno noč. Namesto na nedolžnost se moramo začeti osredotočati na to, da prakticiramo varno spolnost in da to počnemo, ker to želimo. In da to počnemo z nekom, ki mu zaupamo. Če želiš s spolnostjo počakati, je to čisto v redu. Če pa bi rad eksperimentiral, pa tudi s tem ni čisto nič narobe. Važno je to, da za karkoli se že odločiš, to narediš, ker si sam tako želiš. Ne zato, ker se ti zdi, da drugi od tebe to pričakujejo. Zdaj pa še nekaj o deviški kožici. Deviška kožica oziroma himen je tanka kožna guba, ki delno prekriva vhod v nožnico. Lahko je različnih oblik in velikosti in navadno prekriva samo majhen del vhoda v nožnico. V res redkih primerih se pa vseeno zgodi, da je vhod v nožnico skoraj ali pa celo popolnoma prekrit. Takrat je treba narediti krajši kirurški poseg, da se odstrani. Da je treba narediti operacijo, se velikokrat ugotovi že ob rojstvu ali pa v puberteti, ko bi punca že mogla dobiti menstruacijo, pa ni krvi. To zadrževanje krvi v telesu se na primer lahko čuti kot neka teža, ki pritiska na medenico. Poleg tega lahko čutiš bolečino v hrbtu, krče ali pa bolečine ob uriniranju. Na podlagi deviške kožice noben ne more s 100% zanesljivostjo ugotoviti, kdo je spolno aktiven in kdo ne. Nekatere deklice se celo rodijo brez deviške kožice. Poleg tega se deviška kožica lahko pretrga oziroma raztegne v času odraščanja ob intenzivnih športnih dejavnostih ali pa med masturbacijo.
To se pravi, deviška kožica, kljub zavajajočemu imenu, nima nič z nedolžnostjo. To, ali jo imaš ali ne, ni noben pokazatelj tega, a si spolno aktivna. Zaradi tega je dokazovanje nedolžnosti s pregledovanjem deviške kožice čist nesmiselno. Posledično je tudi test krvavih rjuh čist nezanesljiv. Skratka, če na vse skupaj pogledamo z čist nekega logičnega vidika. Če bi bila nedolžnost evolucijsko pomembna stvar, potem bi imele vse deklice deviško kožico, pa tudi fantje bi imeli neko fizično lastnost, ki bi jih izdala, a so spolno aktivni. Ampak ni tako. A je nekdo že imel spolne odnose, lahko veš samo, če ti to pove sam. Lahko se zgodi, da se deviška kožica poškoduje, zato ker je zelo dobro prekrvavljena. Punce ob prvem spolnem odnosu lahko opazijo kri. Ni pa nujno, da se to zgodi. In tudi če krvaviš, ni nujno, da te bo močno bolelo. Če pa boš dovolj sproščena in vzburjena in če boš uporabljala tudi lubrikant, bo prvi spolni odnos lahko potekal brez bolečin in brez krvi. Pa ne pozabi si pogledati tudi video o tem, kako se pripraviti na prvi spolni odnos, če te zanima, kako se pripraviti na prvič in kaj narediti, da ne bo bolelo. Hvala za ogled videa. Ne pozabi nas spremljati na Instagramu, Facebooku, TikToku in YouTubeu, ker pripravljamo še več vsebin, kjer bomo govorili o čisto vsem, kar moraš vedeti o spolnosti, pa ti noben ni povedal. Čau!